Pozdravljeni. Pogonski sklop, ki ga dobavlja Ferrari, je verjetno eno izmed največjih razočaranj začetka sezone 2023. Vsi mi, navdušenci Formule 1 in predvsem navijači skuderije Ferrari, smo pričakovali bistveno več od tistega, kar je pokazal letošnji pogonski sklop skuderije. Govorim o projektu 066/10. Dobro so nam znane zgodbe, da oni lanski šifro 066/7, predvsem v zadnjem delu sezone, je imel velike težave z nasljivostjo, zato so mu preventivno, vsaj tako navajajo nekateri viri, znižali moč. A že pred predstavitvijo novega SF Pomišljaj 23 smo slišali, da z pogonskim sklopom letošnje sezone naj bi odpravili težave, ki so jih lani imeli z nasljivostjo. In če se spomnite, napravil sem prav poseben članek, kako so v različnih jezikih novinarji drugače interpretirali tisto, kar je povedal Frédéric Vasseur. Od tega, da je optimist glede rezultatov na sami testni mizi, do izjave, ki pravzaprav pravi, da so težave odpravljene. A problem je nekje drugje. Videli smo na prvih 3 velikih nagradah, da težave so še zmeraj prisotne in kljub temu, da so nekateri trdili, da bo imel letošnji pogonski sklop 30 konjskih moči več, smo videli, da je v bistvu obdržal tisto lansko moč in verjetno nakopičil še kar nekaj težav, kar se tiče zanesljivosti. A pojdimo lepo po vrsti. Menim, da vsi mi se zavedamo dejstva, da Charles Leclerc je prvi, ki je letos dobil kazenska mesta na štartnem razporedu. In to zaradi napake na električno-hibridnem delu. Namreč znano je, da je imel težave samo napeljavo, kar je povzročilo kratek stik. Ampak pravila so enaka za vse in lahko bi dejali, da se prej ali slej to zgodi vsakomur. A po drugi strani je verjetno marsikdo spregledal, da so pri skuderiji Ferrari na 3 velikih nagradah vgradili drugi motor z notranjim izgorevanjem vsem voznikom, tako pri skuderiji Ferrari, eno dirko prej, kot pri Alfa Romeo F1 Team in pri ekipi Haas. To je bistveno prezgodaj, še posebej, če imamo v obziru dejstvo, da je letos sezona dolga 23 velikih nagrad. Verjamem, da prvi motor z notranjim izgorevanjem bodo rabili na primer na prostih treningih, ampak vseeno. Imeti že eno enoto manj po 3 velikih nagradah je vse prej kot obetajoče. Ampak moramo narediti še korak naprej. Namreč po koncu velike nagrade Avstralije je imel Nico Hülkenberg zanimivo težavo. Namreč iz komandnega pulta ekipe Haas so ga dobesedno ustavili v tako imenovanem časnem krogu. Ni prišel v Parc Fermé zaradi težave z elementom MGUK. Torej zaustavitev, ki naj bi preprečila nadaljnjo škodo. In sedaj, če malce potegnemo črto, bomo takoj videli, da pri skuderiji Ferrari imajo velike težave na električno-hibridnem delu in govorimo o bateriji in komandni elektroniki, na motorju z notranjim izgorevanjem in sedaj tudi na MGUK. In smo komaj po 3. veliki nagradi, da se razumemo. In
tu je treba poudariti, da tudi drugi dobavitelji imajo težave. Govorimo o Hondi, govorimo o Mercedesu, kjer smo videli težave pri Lando Norrisu in seveda Georgeu Russellu. Ampak bodimo iskreni, nihče nima takih težav kot skuderija Ferrari. Sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj je pravzaprav tako narobe pri projektu 066/10. In ja, tu moramo biti pozorni. Letošnji pogonski sklop se kliče 066/10, kot lahko vidimo na uradni strani skuderije, čeprav mnogi avtorji ga imenujejo kot lanskega 066/7. Čeprav se zavedam dejstva, da je razvoj pogonskih sklopov zamrznjen, menim, da moramo mi, navdušenci, vsaj imeti tolikšno pozornost, da kličemo določene elemente s tistim imenom, ki jim ga daje dobavitelj. A pustimo sedaj to. Namreč sam menim, da pri Ferrariju imajo težave s pregrevanjem, kar je tisti običajni razlog, zakaj lahko vidimo toliko škratov na različnih delih. Ampak to pregrevanje je res lahko posledica tudi dviga režima obratov, naprimer motorja z notranjim izgorevanjem ali elementa NGUK. In seveda, zopet smo tam, mnogi so se nadejali dodatnih 30 konjskih moči, čeprav je že sam Frederik Vasseur to izjavo označil za šalo. A po drugi strani lahko vidimo, da so težave z zanesljivostjo bistveno višje od onih lanskih. In tu lahko sedaj začnemo razmišljati, kaj je za pričakovati v naslednjih dirkah. Še eno znižanje režima obratov in posledično moči samo zato, da bomo pri skuderiji Ferrari in ostalih dveh ekipah imeli vsaj neko dostojno zanesljivost, ali pa serijske okvare, ki nas bodo spominjali na ono, kar smo gledali pri McLarenu s pogonskim sklopom Honda v sezonah 2015, 16 in 17. Seveda dvomim, da pri skuderiji Ferrari bodo imeli tako neslaven rekord, ampak po 3 velikih nagradah imeti toliko težav, toliko menjav, po mojem videnju je res pretirano. A vseeno argument, kateremu mnogi viri niso posvetili dovolj pozornosti. Namreč pred začetkom sezone je bilo o tem kar nekaj govora, sedaj, ko so se začele pojavljati težave, pa tu in tam kakšen zapis. A za danes, glede tega izjemno pomembnega vprašanja, bo zaenkrat to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.